Prehajamo na 15. točko, predlog letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2022. Predlog je bil objavljen v gradivu številka 21, predlagatelj župan, poročevalci Tina Trček, Sara Siter in Franci Kramer. Besedo ima Franci Kramer, izvolite. Ja, en lep dobročer še z moje strani, sta zadnjemu poročevalcu danes, ne? Izvajanje zakona o športu in nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se na ravni lokalne skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program športa določa obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, ter obseg sredstev, ki se za njihovo uresničevanje zagotovijo v občinskem proračunu. S sprejemom letnega programa športa za leto 2022 se občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju. Sredstva zagotovljena v proračunu občine Kamnik za leto 2022 so v letnem programu športa za leto 2022 podrobno razdeljena. V letnem programu športa so tudi postavke, ki zagotavljajo delovanje, upravljanje in investicije v športno infrastrukturo. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Robert Prosen. Hvala za besedo. Moram reči, da se mi zdi, da je letni program športa dobro pripravljen. Se jim pa poraja približno enaka skrb, kot sem že omenil pri proračunu. Umetna trava v Šmarci, kako in kdo bo skrbel za objekt in koliko in kako ga bojo uporabljali. Hkrati pa me veseli, da je za šport namenjeno v naslednjem letu 1 200 000 evrov in pričakujem, da bo vsaj tak znesek obstal tudi v prihodnjih letih. Moram pa povedati, da smo letni program športa obravnavali tudi na športni zvezi in izdali pozitivno mnenje z zadržkom, predvsem zaradi tega igrišča in občutka, da se mnenje športne zveze v občinski upravi ne sliši prav dobro. Hvala lepa za besedo. Hvala. Še kdo? Besedo ima Edis Rujevič. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Kot športnik, sicer zdaj že nekaj časa ne več aktiven, kar je morda tudi videti, ampak me veseli, da je namenjeno kar nekaj sredstev, zlasti tudi apropo športne infrastrukture, ki smo jo predhodno obravnavali, govorimo o umetni travi, tu imava s kolegom Robertom pač malce drugačno mnenje, pa vendarle, želel bi si, da v ozadje poročevalca bazen postane pokrit. Bilo bi lepše videti, tudi tako sem ponosen nanj, ampak glede na to, da je v skladu namenjenih 50 000 evrov, upam, da bomo ta konsens, ki prevladuje med vsemi političnimi akterji, enkrat vendarle zrealizirali. Upam, da čim prej, namreč naši plavalni športi v občini Kamnik si to zaslužijo. More pa biti prioriteta konstantno, strateško, dolgoročno in pa kontinuirano vlaganje v športno infrastrukturo od raznih drugih efektov. Govorim do samih družbenih procesov, ki so pomembni za razvoj lokalne skupnosti, tudi do dosežkov, do prepoznavnosti občine in to mora biti pač naš prvi fokus. Glavni in edini, ki pa je pomemben predvsem tem, kar sem pač povedal, da vsak otrok, ki bo na športni površini in ne na tako imenovanem izrazu ulici, je za nas zmagano. Hvala. Hvala, mislim, da ste vse povedali z zadnjim stavkom. Verjamem pa, da bomo iz strategijo športa, ki jo že vsi nestrpno pričakujemo, dobili odgovore na vsa ta vprašanja, ki ste jih izpostavili. Tako da zaključujem razpravo in glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme letni program športa v občini Kamnik za leto 2022. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Brlec. Za. Karmen Dergan. Karmen Dergan. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Jože Korošec. Za.
dr. Jernej Markelj, Za. Ives Matjan, Za. Duško Papež, Za. Božidar Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, za, Žan Potočnik, Za. Robert Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Idis Rujevič, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarec, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Glasujem za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žalbi. Za. Glasovalo je za 28 svetnikov, proti nihče, ugotavljam, sklep sprejet in točka zaključena.